rdeče. Stari, škav mi boje, a boš škav? Ne, cool sem. No? Sem lih. kavico? Ne, sem lih spil. Res? Ti kar. No sugar, no milk. Pa mogoče boš vmes, Mogoče če ti bi. bo pasalo. Ampak glej, sej, Ja. tele ne rabim. Sem spil eno iz kafetjere. Si spil ga? Vodo, Ja. vodo. Ni jih treba, hvala. Blazno nezahteven. Boba. Ej, Luka, klele. Me veseli, ne? Ne, tudi. Kar hitro so se zmenila, ne? Ja, Za- traja let za- kaj, en mesec, ampak Dobro, to je v redu. Glede na predhodne izkušnje je to odlično. ja. Ej, toliko mlad pa to bogata življenjska zgodba. No. Daj mi razloži, kako si pristal na Kilimandžaru. Saj vem, da nisi pričakoval, da bomo začeli z Kilimandžarom, ampak daj mi razloži, res me zanima. To je Kje se je dobro vprašanje, ja. Ja, kje se- Dobro vprašanje. Kje se je rodila ta ideja? V bistvu se je, Dosti drzna. ja, ta ideja se je v bistvu rodila pri mojem stricu, no, tako čisto. Iskreno. Ja. Nisem jaz nikoli pomislil na to, da tam še zdaj na Kilimandžaru, pa da bi se karkoli v tej zvezi sploh začelo dogajati. No, tako. Ja. Ampak sem pa hribovec, hodim v hribe, Ja. ful mi je všeč in zdaj v zadnjem obdobju, ko smo hodili dosti v hribe, recimo v zadnjem obdobju gorništva, Ja. me je začela zanimati si pač lepo povedal. snežne razmere, se pravi, da gremo v hribe s Cepinjem, Terezom, Okej. to, malo bolj zahtevne poti, ne vem, recimo lani sem bil tudi na Triglavu po severni steni. Ja, imam napisano, veš, jaz sem Ja, naredil to je, se vem, si pregledal. Ni heca, Si ja. pogledal, ja. Dokaj še pridemo, samo Ja. Kilimandžaro me je tako rukno. Ja, in recimo tlep na po severni steni sva šla tudi s Tricem gor, ne. Se pravi, vodič pa naju dva je navezal, tako da smo šli po severni steni. Koliko časa že hribolaziš? Ker to ni tako v enem letu, da se Ne, v razvijajo bistvu- te apetiti do V bistvu te- celo življenje, mislim, celo življenje, že starši smo hodili v hribe, ne. Tako. Okej. Mojimi starši, to so moji prvi spomini v bistvu. Ne vem, Češka koča, tam smo bili zgledali velikrat, ker teh spominov imam ful. Aha. Triglavska jezera, ne vem. Sploh kako si bi to ostar? Kaj pa vem, ne vem koliko si tam mulc, ne, 8, 10, Ja. tam te Par let leta. nazaj, ne? Ja, Glede na sem to, zdaj da- sem itak, No, zdaj si ni to 17, velika, ne? ne. Ja, ja. Se pravi, par let nazaj recimo, ja. Okej. Potem se pa vmes to nehal, ne, jaz sem aktivno treniral košarko, Ej, to imam tudi napisano. ja, samo mladost, ne, Ja. in ni bilo časa, Aha, tako da bi neki v hribe hodil, ne. okej. Se pravi, čez celo leto so bili treningi, tekme, poleti priprave, Okej. Kdaj si pol s košarko začel? s V osnovni košarko. šoli že? Ja, v osnovni šoli, v bistvu sem začel s fuzbolom prvo, kot vsak mulc, ne. To pa nimam napisano. Ja, pa žoga je prvo, kar dobiš, ne, kar lahko brcaš. Ja, to je res. To mi je bilo prvo, To je res. avtomatsko. Zdaj se niti ne spomnim kdaj, ampak jaz sem začel s fuzbolom. Ja. Okay. Sem Ampak si ugotovil, kaj da si preveč. Sem bil tudi zelo dober v fuzbolu, ampak v nogometu. No. Ampak enostavno, ne vem, takrat sem zamenil Ja. v osnovni šoli košarko in A si bil že točno kot zdaj? Koliko si visok? 193. 193. Ja, sem bil že kar visok, hitro sem zrastel. Ne. Okay. Ja, se pravi, je bilo Hitro sem očitno, zrastel. da se... Ja, da je visok košarka sem bolj bil, zate. moj oče kar velik, jaz sem ga sicer prerastel, on še danes trdi, da to ni res. Da je še zmer večji, A res? ampak tle so Ti moraš nestrinjanja, veš. Ja, sam na koncu moraš poklicati. Ja. Le tvoj, a ne? Zdaj se manjša, ne Padre. sicer. Hrbtenica pa to. Ja, Ampak ja, Se to boš ti zrihtel, ampak dokaj še pride. to bomo videli, ne, svoje najtežje. Ja, ja. Tako da v bistvu tako, ja, tako se je začel. In potem sem prešal tu na košarko in do 22 leta v bistvu celo osnovno šolo, celo srednjo šolo, A, resno ti to pol? še nekaj časa na faksu. Ja, Aha, pa ste hodili na okrog po tekmovanjih. ja, Naprej. ja. Imaš kakšen prstan doma? Pokal, Prstan ne, manj dosti medalj. medalje, v redu. Ja. Tudi to šteje, ja. Tudi kakšen pokal, ampak ne iz košarke v dvorani, ampak iz turnirjev, zabijanja. iz street turnirjev. A ja, iz street turnirjev, ja. Hudo, Ja. hudo. Ja, tako. Ja. To je to se Čak, vini ti si pokali. pol Jordana nisi gledal po še po TV, ti si toliko mlajši. Sem. No. Ja. Jaz se spomnim prvič, ko smo bili še z ekipo, prvo ekipo, smo šli na turnir v Sarajevo. Ja. Takrat smo bili mulci, osnovna šola še, se mi zdi. Tam neko 7. 8. razred, a pa je bilo že sreda, se nisem več prepričan. In
to je bilo tako, ne, ko si šel ponovati na turnirje, si spal prek tega bomo naročili, približno sester, ne. Ja, zdaj se bo slišal ful, ne. No in takrat si spal pri družinah, veš. Mi smo prišli tja z busom v Sarajevo, to je bilo po vojni, ne, takrat, se ni to zdaj ful nazaj, ampak se je videl na mestu, ne, in ta oče me je pobral, ne, proti temu mulcu, ko smo igrali. In spomnim, ta večer sva gledala takrat All-Star tekmo. Mislim, da je bilo 98. Ja, All-Star tekma še. Mislim, da zadnja. Čeprav mislim, da ni zadnja, kad Jordan igral, ne? On je še igral pol 2000. 98 ga je pobral, pač te zadnji ring. No, takrat se spomnim točno, da to sem gledal, ker takrat pri nas ni bilo tega, ne? Nisi NBA-ja, direktno tega prenosa ni bilo, ne? Televizije. Mislim, da so bili prenosi. Mislim, Koper je imel, ne? Ne, mislim, da je celo, ne vem, RTV celo. A je imel? Ampak to je tako bilo, ob 3 zjutraj si vstal, pa si šel pa naprej v šolo. Jaz se spomnim, jaz sem še snemal te zadnje 2 sezone. Ja, sem ti, ki si 1 leto starejši od mene, veš, to je drugače, veš, ti si že vel te tehnologijo, veš, jaz pa nisem. Naredi razliko. Jaz nisem bil v tej tako dober. Se je malo mlajši, ta dečko. Malo. No, the best. V glavnem, košarka, malo smo zajadrali, ampak je prav, ne? Ker so lih te cajti, da je NBA, čeprav zdaj to več to, da spremljam. Ja, lig danes je bila tekma, ne? Lig danes je bila tekma, no, pa še dobro, da smo neki na to temo. Ko se je pa pol začel? Poškodbe? Zakaj? Tudi, ampak vse to je narava športne poti, pač. Enostavno greš čez ene faze pretreniranja. Ok, se pravi, zakaj? Pretreniranost, ja. Ja, treningi vsak dan, ponavadi tudi 2 tekmi na vikend, sobota, nedelja. Ja. In v bistvu v teh letih, plus tega, jaz sem bil včasih zelo suh, mislim res sem hiter zrastel, sem bil med največjimi v razredu. Še nekaj, sorry, to te moramo vprašati, da pol si zakucil. Kdaj? Ja, ne vem, zakucil. Sem, ja. Brez kakšnih hudih problemov verjetno. Ne, to je bilo ful lahko meni. Tako, enostavno. Mislim, v bistvu, zdaj, če gre spet malo off teme, je bil zabijanje, je bilo, zdaj, če gledam nazaj, ne, je bilo tako kot vse stvari v življenju. Bilo je nedosegljivo, dokler nisem prvič zabil. Pol je bilo pa simple. Dokler imaš občutek, ne, to je toliko težko, to je, kje mi jaz to zabil. Ti tudi taka stvar da pol za naprej pismo, da se, če se res posvetiš. Pa če imaš, to je bil najbrž tvoj cilj, ne? Ne, pa ne samo to, da se posvetiš, ampak meni se je zdelo, da jaz ne moram. Jaz sem lahko že, jaz bi mogoče že prej. Sprav spomnim, to je bilo naenkrat na treningu. Dvom si mogel pokazati. Ja, sam sem šel na koš, ukradel sem žogo na treningu, sam sem šel na koš in pol itak, to so te soigralci so bili vedno, ne, to smo se malo prcali, kucaš. A veš, to so te, tudi če ga nisi nikoli, ne, še najbolj si vpil temu, ki ni mogel zabiti, veš, kucaš, ne. Ja. In pa sem ga zabova, veš. Ja, tako je bilo v bistvu, se prav spomnim. In pa sem dobil feeling, jaz lahko zabijam v bistvu. Tako, ne da nisem mogel fizično, pa da sem rabil na tem delati, ampak je bilo bolj mentalno. Več je bilo v tem. Ok, bila so pa pri poškodbah in kaj, iz tega je pol tudi prišlo pri tebi zanimanje za delovanje človeškega telesa na splošno. Jaz sem imel hude težave s hrbtenico. Tako pri 16 letih se spomnim, sobota zjutraj, recimo frej sobota, ali pa naslednji dan po treningu, ko smo imeli zvečer ponovati treninge, 9:30, ponovadi so bili treningi vedno za člansko ekipo, pionirji kadeti smo pol trenirali, in jaz nisem mogel zjutraj vstati iz postelje, tako. Ja, mene je toliko bolelo, jaz sem rabil, ne vem, nekdo reče pri 60-ih, 70-ih, ne moram vstati, jaz nisem mogel pri teh letih vstati z postelje. Toliko me je bolela hrbtenica, da... Kaj je bila to okvara, že prirojena kakšna okvara, ali si toliko zdrmal hrbtenico v okviru treningov, ali kombinacija? Ja, jaz sem pol imel, sem šel slikat, ni bilo nobene hernije ali pa kaj podobnega. Ampak za vse, kar so mi ugotovili, je bila, da je ena noga malo daljša kot druga. Se danes itak vem, da to nima nekega vpliva, ker smo vsi malo asimetrični. Vsak ima mogoče malo odstopanja. Takrat mi tudi ti zdravnik rekel, da to ni problema in v bistvu vse, kar je bilo, kar sem pol tudi z leti videl, je bila ta mišična šibkost. Telo pač enostavno ni mogel podpirati
mase kosti, pa sil, pa tega. Na sebi, tako. Tako da iz tega v bistvu, ker sem potem začel tudi sam, sem si pomagal. Jaz sem zelo tako analitičen, devica po horoskopu, to je grozen. In sem začel brati te stvari, že sam, čeprav pojma nisem imel, če pogledam nazaj, sem začel čisto na napačnem koncu, veš. Ko začneš ko nimaš neke podlage, splošne biomehanike, anatomije, ne veš, kako stvari delujejo, pa se lotaš stvari iz kontrasmeri. Dobro, to je učna krivulja. Ja, ampak tako da sem že v bistvu že pred fitnessom sem se ful posvečal tem stvarem. Sem treniral na sebi, sprobal. To sem tudi, ko sem šel čez tvojo spletno stran, pa to bomo dali en link spodaj. Sem se spomnil pol tistih momentov, ko smo se mi spoznali, pa ko smo delali na fitness centru skupaj in tako. In ne vem, koliko si bil vedno tak akademski, mi smo se pa sam divili, veš, še posebej jaz, ker pri tej stvari nisem bil toliko akademski, veš, tako da vsa čas, ampak to je leta in leta tega, in probe, kot si rekel. Ja, to je zdaj v bistvu že več, to je zdaj že 15 let, čeprav delam v tem 9 let. Zakaj nisi šel na div? Vse to me večkrat vprašajo, ko mi rečejo, ti si najbrž difovc, ali pa da si bil na difu. Ljudje že kar domnevajo, ampak ne. Jaz sem se takrat odločil tudi za div, ampak resnično takrat, ko si mulc, nisem vedel, kaj bi dejansko počel. Takrat nisem razmišljal, da bom jaz to delal v tistih letih. Zanimal me je fitness, tako kot me je košarka zanimala, pa tako, ko sem bil mlajši, videoigrce zanimala, veš. Pa se pol res vržeš noter, ampak itak sem tudi vedel, da nam igrci igral za službo. In ker nisi točno vedel kam, pa kako si šel na FDV? Valjda, klasična, ali pa ekonomska. To so tri opcije, veš, in to je to, In pač, tam bomo že neki, veš. Bomo že, se bo, ideja sama od sebe pojavlja. Tako, se to bom neki pol že. V glavnem, jaz sem si kleno napisal, po FDV-ju licenca NCSF za osebnega trenerja. Se pravi, to je dosti malo, to si bil dobrih 20 let. Ja, tako je. Jaz sem v bistvu že v 3. letniku sem vedel, da pač to, kar jaz študiram, sigurno nam počel. To me ne zanima, čeprav mi je bil faks zanimiv, ful. Ampak, ne vem, zgubil sem pol malo to nitno. Ker sem videl, kaj vse kaj se dogaja, ampak kako v bistvu stvari tečejo, s čim bi se mogel pol ukvarjati. Pa nekako me ta scena ni več zanimala. In sem imel pol to idejo, v bistvu sploh ne vem točno, kako je do tega prišlo zdaj. To sem še doma razmišljal, ker sem vedel, da me boš vprašal, kdaj sem se odločil. Si si jih kar povedal, že vmes nekaj. Ampak ne, da bom licenco delal, veš, kaj mislim, v tem smislu. To, da me je zanimalo, je bilo skozi, ampak potem sem imel pa eno obdobje, eno obdobje sem imel trenerja, sem treniral v Ljubljani v enem džimu in mi je ful pomagalo. Tako, jaz sem rekel, to dejansko lahko nekomu res spremeni življenje, veš, če si res potrudiš, pa se posvetiš. In takrat me je v bistvu mogoče prvič malo usmeril. Ne ob branju knjige ali pa še več na to, ampak si bil... ker saj sam veš, da aplikacija je vse. Vse ostalo je samo teorija, ki je lahko neskončno knjig prebereš, pa če to ne apliciraš. Pravijo tako, boljš, kako že, 1 gram praksi, kot pa tona teorije. In če bi vedel to, takrat bi prej šel v vse skupaj. Tako že tudi pred... Ne, vem, ampak jaz sem imel skozi to miselnost, jaz moram najprej narediti licenco. Ne morem jaz zdaj kar brez... Ne morem jaz zdaj brez tega pridati v fitness, To je astrološko znamenje tvoje. In pol pridem v bistvu v fitness, ko smo se mi spoznali, ste pa vsi više delali licenco. Se spomnim takrat, če mislim, da je bilo tako, In jaz tako, lahko bi že tudi ti začel, Samo... To je ta moja, mogoče tudi preveč analitična glava, ker razmišlja, najprej rabim to, pol bom pa najprej spit, pol pa avtovozom, pa še malo po pravilih. Na ta način se spoznavaš, Ja, si se spoznal. Se pravi, tvoje področja dela zdaj so
pa me lahko malo popraviš, osebno trenerstvo, postrehabilitacija, od poškodb, preventivno. Do zdaj si se pač z vsemi temi zadevami ukvarjal. Terapevtske vadbe, vadba za starejše, vodenje skupinskih funkcionalnih vadb, šoloteka si tudi imel, vodil si fitness center, ampak vse. Predavanje o prehrani in vadbi si imel in še. Kaj od vsega naštetega ti je pa core, ti kaj zdaj počnemo? Najbolj ustreza. Ali se zdaj največ ukvarjaš? Zdaj še vedno vodim skupinske vadbe, sicer 2-krat tedensko, čistam, da ostajam da obdržim stik s tem, ker je vsem ta dinamika skupine je čist drugačna. Te kaj poslušajo, te kaj ubogajo. Pa mene se ta avtoriteta je glavna. Ko le dol pogledaš. Samozavest avtoriteta na skupinski vadbi mora biti res. Hitro te skužijo, veš, da fejkaš. Če nimaš tega. Pa ne dobiš ali pa ne zgradiš je kar tako. Eni imajo to res vse. Če si se pa spravil k temu, pa predhodno nisi bil mogoče čist tip, zato je pa kar nekaj delal. Zato to sem zdaj hotel, ker jaz danes srečam veliko mladih trenerjev, ki začenjajo, zdaj bom poudaril, samo bo šla samo na skupinsko vadbi, ki začnejo voditi ure skupinske vadbe, veš, in ne gre. In ni folka, ni mu všeč, tim nisi všeč, energija ni prava, veš, ljudje vedno rečejo, škaj ni bilo energije, ni bilo dobre energije. To je številka 1 argument. In vsakmu pa podobno svetujemo, in povem pa svojo zgodbo, kako sem jaz začel, ker jaz sem v bistvu ena izmed stvari, zakaj sem šel v fitness, je tudi ta moj strah pred, zdaj da se nam narobe izrazil, ampak mogoče strah pred se boš izrezal, se bo izrezal, pa še enkrat. Ne, ta strah pred nastopanjem, ki ga imamo vsi ljudje, veš, strah pred govorom, pred skupino ljudi, ali pa recimo govori človeka. In v fitness svetu, kad sam veš, je tega, sem vsak dan se srečal s tem. Prvo uro, ko sem prišel na fitness, ko sva skupaj delala še, pač na fitnessu sem bil in tako vsak mu moraš nameniti nekaj minut, in jaz zdaj tam stojim prestrašena, veš. Kaj ne zdaj tle ljudem tožim? Ljudje so prišli trenirati, taki so bili moji začetki, pač. Eno leto, isto bilo skupinske vadbe, še zdaj se spomnim, v Kamniku, s tudi imel kakšno vadbo, se spomnim še zmer Grega Vrečer, še zdaj eden izmed mojih mentorjev, če lahko tako rečem. Se prav spomnim, je bil takrat vodja centra, in ko sem jaz prvo vadbo, to je ful smešen. Mislim, na jok mi gre, ampak tako je bilo. In se spomnim, imel sem prvo vadbo in naslednji dan sva delala skupaj. Jaz sem bil takrat še začetnik, ni bilo uvajalcev v bistvu. In on mi reče, pač, kako je bila vadba, In jaz valjda zelenc nisem vedel, kaj misle s tem, ampak je imel te lovke, veš, po centru, kjer so mu ljudje povedali, kako je bilo, In jaz tako, pa dobro, meni se zdaj ful v redu. In mi prbije to še danes, mi reče, so mi rekli, da je bilo še na pogrebu bolj vesela, veš. To je bilo, ne znam ti povedati, koliko je to bolelo. To je bilo, stimulacija. Čist me je sesul, ampak to me ni najbolj sesul. Kaj me je najbolj sesul od tega je, da sem mogel jaz naslednji torek 5 uro odvodati, veš, pred folkom, ki je bilo na pogrebu bolj veselo. Sem rekel, shit. Prav spomnim se, en dan prej nisem spal. Pa imamo eno anekdoto, ki ponovadi vedno vprašamo, veš, zdaj pa eno anekdoto klele, veš, kakršno kože. Tako, to so bili moji... Vse, kaj za nazaj gledaš, so smešne. Smešen, ampak to so bili moji začetki. Ker ljudje zdaj rečejo, ti si rojen za to, ti si ful dober. Ne, to ni res. To sploh ni res. Bravo, Luka, to mi je všeč, da si in sam prišel k bistvu. Je bilo grozen je bilo, ampak to so te lekcije, ko v bistvu pa vidiš, da lahko res prebereš vse o vsem, pa če v praksi ne doživiš poloma, z tega se ful naučiš, se z tega ful naučil, pa tudi hvala Gregatu, ki mi je pol tudi pomagal pri tem, recimo pri skupinski vadbi. Ker ta nastop je res.
je res pomemben. To sem pol ugotovil prek tega. Se meni tudi. Ja. V glavnem, da so rekli skupinske, ostalo pa kaj? Ampak drugače, načeloma pa individualna vadba. Ja, okay. Osebno trenerstvo, ta preventiva, postrehabilitacija je bila moja, ljubezen. Vedno sem to rad delal. Vedno mi je bilo neke stvari, ki so mogoče malo bolj zahtevne, ne to splošno treniranje. Mišična masa, moč, ampak ne vem, nekdo ima težavo, pa kako ga zdaj spraviti, da isto lahko dobro trenira. Ker jaz sem imel težave s hrbtenico, pa sem to apliciral nase, tudi tam, ko sem treniral, z vsemi trenerjem, sem probal to implementirati. Vedno me je zanimalo, vedno sem ga sprašal, kaj pa to zdaj delava, kaj pa je to. In sem iz tega v bistvu pobiral ves ta znanje. In me je vedno to bolj zanimalo. Plus tega sem pa v zadnjem, 2 leti nazaj, padel še s kolesom. Ja, to sem tudi želel vprašati. Ja, in sem tudi potrgal križno vez, stransko vez v levem kolenu. Kakšne sorte kolesarjenja je bilo to, Luka? Ja, to je... Upaš to povedati zdaj? Mislim, upam povedati, ne. Ker itak so me vsi spraševali, kako lahko toliko padeš s kolesom, veš. Ja, to je pač, to je downhill. To je mountain biking, navzdol. Mislim, na gor še nisem toliko padel. Ja, pa večkrat smo že na dol pa že večkrat. Ni vprašanje, ne boš sam. Ja, sej, ko sem prvič začel, so mi rekli, sej, ni vprašanje, kdaj boš padel. Mislim, a boš padel, sam kdaj boš padel. Sam si zrihtal, ne? Ja, mislim, je kar trajal. Je trajal, ampak si zrihtal. Jaz sem tudi par zapletov vmes. Sem mi še strdek pojavil v nogi, kolenu, mislim, v veni na nogi. Tako da se je rehabilitacija zavlekla. Ampak sem v bistvu celo pot, to je pa moj drugi mogoče mentor, Grega Engelman, ki vem, da je bil tudi tukaj na mojem podcastu, na tem stolu. Ja, on je mentor mogoče na drugem področju in takrat se spomnim, kaj mi je rekel, stari, to boš ti vzel, pa se boš nekaj naučil z tega. Ja, in je bilo res, ne, in sem pač, se nisem bil nikoli obupan, glede na to, da nisem mogel nič, nisem mogel voziti avta, niti nisem mogel hoditi, ne. Iz postelje nisem mogel vstati, brez da sem si držal nogo in v bistvu sem res to vzel tako kot neko misijo. In jaz bom zdaj vse naštudiral in bom rehabilitiral kolen, tako da zdaj jaz še vedno imam strgano križno, ampak nisem operiral. Po takih metodah najboljši scenarij za najboljši filmi nastajajo. Ja, veš kaj pa tudi, ker imaš strgano, ne moreš več strgati, če padeš. To je pa ta trik, ki ga pa, a veš, ne povejo na faksu, a ne? Tako da jaz zdaj delam vse, hodim v hribe, jaz sem bil potem na Kilimandžaru, po severni steni sem bil, na kolesu sem bil, vse počnem, tekel sem brez križna, tako da. Severna stena. Ja. Nič te ni strah višine? Pa da, to se navadaš, če si to še desetine, se že tako malo samo po sebi navadaš. Ja, to si rečejo, tebe ni strah, ker si tam gor. Ampak pa ne, da me ni strah. Tle se gre bolj za premagovanje strahu. Tako kot recimo je Kilimandžaro, tako kot je recimo moja fitness pot. To je bilo vse neka misija, nek cilj, da premagam ta strah, ki ga imaš. Pač mogoče ga ne moram sam, pa se postaviš v situacijo, ki ga moraš. Recimo Kilimandžaro je bil ena taka stvar, pa ni bilo zdaj to severna stena, ker si bil privezan, pa medtem, ko je bila mogoče tam malo bolj tehnično plezalno, pa sem se parkrat ujel v situaciji, jaz bom padel zdaj, ne? Pa si privezan, pa si vse nočem unga občutka padca, ne? Vse nočem vedeti, tudi če me bo ujel, ne bi jaz tega doživel. Ampak medtem, ko na Kilimandžaru je pa druga scena, ne? Je pa v bistvu Kilimandžaro je visok 5895, če sem... Ogromno. 5900 recimo na okroglo, veš. In pri 4000, pri 3500 se začnejo znaki višinske bolezni. Zdaj enih doživljajo, mislim prej, v bistvu ne, ampak enih čutijo malo več, eni malo manj. Mi smo eno gospod v skupini, ki ni imela nobenih znakov višinske bolezni. Čisto okej. Jaz sem čutil na recimo že zelo dober znak je na 4000 recimo. Ampak greš počas gor, ne? Ja, greš počas provaja. Tako je, ampak je še vedno, in hočel sem reči, da recimo, ko priješ pa enkrat na 5000, sploh ta zadnji večer, ko smo tudi v bistvu spali, v bistvu ti hodiš pred zadnji dan cel dan,
poješ večerjo, greš spat za 3 ure, te zbudijo isti dan ob 11 in v polnoči že štartaš na vrh. In rabaš 7 ur na vrh, 7 ur pa pol, tam in v bistvu premagaš 1000 metrov višinca v 7 urah, ampak hodaš pa tako počas, res 7 korakov se ustaviš in tam je pa ta mentalna bitka. Ali ti bo ratal, ali si boš zdaj, ker ne boš mogel več, boš rekel, ok, jaz ne bom več. Mentalna bitka, ki si omenil. Tukaj sem si napisal eno vprašanje. A veš to miselnost, ki jo imaš zdaj, ki smo jo nekako opisala teko tega pogovora, ne? A si ti to apliciral pol na svoje delovanje znotraj fitness področja, ali si to miselnost zgradil, ko si, a veš, začel se s fitnessom ukvarjati? Pač tako, ko zdaj razmišljaš, da si odprt, pa veš, dajmo premagati strahove, dajmo se spoznati, a veš, ne, iti izven, valjda, cone obdobja in tako naprej. A si to že prej bil tak, pa si sam iskal priložnost, da boš zacvetel, da tako rečem, ali si pol, a veš, ko si prišel v fitness, pa si začel malo ta svet doživljati, pa, a ne, spremljati to, kaj se dogaja, pa da si pol videl, da pa res lahko to miselnost pa sebe dam noter, ali je to pol-pol? Dobro vprašanje, ne? Zdaj sem malo razmišljal, ko si sprašal, pa sem v bistvu šel kar dlje nazaj, ker jaz sem s tem v bistvu začel že takrat pri 20-ih, sem začel malo več brati. To je res neverjetno, ampak mene šolski sistem ni spodbudil k branju knjig. To je ful neverjetno, veš. Ne vem, zakaj je to prišlo po tem, veš. Ti pa še eden sta taka. Dva, pa ena na Novi Zelandiji. Pa ena na Novi Zelandiji. In po recimo, po faksu, po obdobju faksa, ali pa recimo na faksu, me je res parjel in sem v bistvu začel brati različno literaturo. Sej veliko literature, ki tudi ti poznaš. Sej ni nobene skrivnosti. Tako se je začelo, ampak se mi zdi ustal pri tem, veš. Samo neko branje, zavedanje, da je več, da obstaja nekaj več, pa da lahko to miselnost zgradiš. Se pravi, si kopičil teorijo? Ja, v bistvu teorijo kopičaš, pa neko zavedanje in v bistvu potem preanaliziraš to. Ker obstaja tudi ta faktor, ne? Ker si toliko preanaliziral, da si paraliziral. V bistvu ne moreš več nič narediti, ker si toliko... si preanaliziral, da si paraliziral. Ne moreš več. No in v bistvu fitness, potem je bila to moja nekako zavestna odločitev, da bom jaz zdaj na mest, da bom naredil faks. Da bom naredil faks, tako kot so starši hoteli, pa magistriral, pa potem šel eno službo od 7 do 3, pa ne, vikendi fraj, bom šel jaz čist kontra, ne. Grem jaz nekaj za nečem, kar me veseli, ker takrat sem videl ogromno ljudi, ki so vzeli nekaj ali pa so delali nekaj, kar je bilo mogoče lažja izbira, lažja opcija v tistem trenutku, pa se potem na dolgi rok izkaže, da to v bistvu ni to, kar so hoteli delati. In so razočarani, nesrečni. In sem jaz rekel, ok, se bom jaz soočil s tem strahom, bom šel čist okol, grem jaz se bom vrgel na glavo v nekaj, kar sploh ne poznam. In v bistvu s fitnessom potem pa z mojo karierno potjo sem začel to še implicirati, se pravi še implementirati. In v bistvu šele potem vsa ta teorija rata nekako bolj jasna, ne? Ker prej pa to sam nek papir. In tako si začel utirati neko pot po neohojeni stezici, ne? Ja, točno to je. Ok, hribolazništvo, ljubezen do morja, a ne? Ja, tudi ja. Ko sem malo šel čez tvoj Facebook profil, sem videl, da je kar neki fotk z morja, ne, tako da ljubezen do morja. Počujem morje in hribe, no. Oba dva strema, veš, to je zanimivo. Ja, jaz sem imel srečo, da ker sem bil mlajši, smo starši hodili v hribe in lahko smo si prvošli, da smo šli na morje, ne. Tako in sem ful hmal splavil, tako zelo hiter. Da jaz se spomnim samo to. Ampak ti si šel toliko delčo v vodo, pa si... pa izgleda, da plavam, veš. Pa si že sam sebe pripričal. Je, da sem prej splavil, ne. Tako da morje se spomnim še v mladost. Eno obdobje sem bil tudi, ko sem bil malo starejši, mislim, da sem bil 25-24, ko sem pel očeta na eno operacijo, ko časih smo ful hodili v Ankaran, ko smo bili te občinske prikolice pa to. In sva šla zdaj tam po plaži, in sem sam zavohal, veš. To je tisto, kar reče, von te vrne nazaj v preteklost. In sem se spomnil tako vso mojo mladost, no. Morje in hribje.
On ima dolg rok trajanja v spominu. Najdaljši. Še kaj? Valjda, knjige bereš in tako naprej. Zdaj se vam mogoče res na točki, da, ne vem, 3 omeniš, ker se počas bo po mojem zakušalo. Ja, to, kolesara še ne, to so povedala. Kolesara še, menila sva se lahko klela, da sem pod pritiskom. Da si malo pod pritiskom, boš šla na Limbursko goro. Ja. Pa pol, ne vem, ti boš šel... Da se ne moram več izgovoriti, Ti boš šel po unih koreninah. Ja, jaz bom šel gor, dol pa dol. Dam ti možnost, da greš po asfaltu, a ne, zdaj, ne vem, to se boš sam odločil, ampak ja, gor boš šla pa lej. Bova prigrizla gor, bova. Ja, da mi, 3 knjige, pa sploh ni nujno, da so s fitnessom povezane. Ja, se sploh nisem mislil, nobene s fitnessa. Aha, ok, the best. A veš, da nisem se pripravil, ampak recimo prva, ki mi pade na misel je Alkimist. Alkimist, bravo. Ja, super knjiga. Odlična. Priporočam. Ti si bil en konc Alkimista, če tako pogledaš zdaj za nazaj. Če gledaš nazaj, Ja, se mogoče se tudi najde za to. Tako da super knjiga. Tudi večkrat sem jo že tako podaril nekomu. Malo za svežitev. Drugače pa How to Win Friends and Influence People. Dale Carnegie. Tako, ja. Zdaj sem šel resno, to je klasika. Ja, ampak to je bila ena prvih knjig, no. Top, ja. Ki sem jih prebral tako v tistem času. Še mogoče pred fitnessom. Zdaj pa mogoče, da bi pa kakšno zadnjo... Naslednjič omenil, ko se bo mogoče, res jih je veliko, ne. Boš razmislil, pa naslednjič. Možeš mi poslati to, da saj te knjige popravim. Pa recimo ena, mogoče knjiga, ki sem jo največkrat tudi posodil, pa ki je res uporabna, pa recimo je mogoče za vse tvoje poslušalce pa gledalce, ne, je pa Zakaj spimo? Matthew Walker. Super knjiga, preberite si jo res. Dosti spiš. Ja, spim, ne, res, ne, pa tudi že prej, odkar sem prebral knjigo, sem videl, da je kul, če spiš, ker prej je bilo spal boš, ko boš mrl, nekaj, ne rabiš spanca, jaz rabim samo 4 ure in tle ti pa kar malo odpre oči, in odkar v bistvu sem se sprostil v tej fazi, da ok, spiš, spanje je kul, lahko spiš, v bistvu je vidim veliko razliko, ko ne spim, če spim premalo in razlika je res ogromna, tako da to je ena, Se znaš opazovati. Evo, the best. Napotilo za življenje, ki se ga držiš in je praktične narave. Napotilo. Ni treba, da je citat. Lahko je samo, veš, nekaj, kar se vsak dan opomniš. To pa moram, zato da bo dan malo bolj po moji meri. A veš, na ta način, no. Lahko je čist neka banalna praktična stvar. A veš. Ena je recimo že to, ne? Da se naspiš. Ta bo zdaj taka zelo, klišejska. No, super. Ampak večkrat je bila omenjena, tako v večjih knjigah in pa v teh pogovornih oddajah, ampak ena taka simple stvar, ki sem jo v bistvu prevzel iz vsega tega je, da pa zjutraj posteljaš posteljo, ko ostaneš. Da je že ena stvar narejena. Recimo taka simple. Ja, to je prva stvar v dnevu, ki si jo naredil. Ja, pa je dobra. In to recimo začne kotaliti sneženo kepo. Ja. In potem, koliko sem si zapomnil z tega videa, tega gospoda, ki je to povedal, je rekel, če imaš slab dan, pa prideš domov, priješ dan, pa je posla poslana. Pa si boljše volja, veš. Tako da recimo ena taka, ki sem se zdaj spomnil. Lepa. Veš, kaj mi še povej, kje te lahko ljudje najdejo, kje treniraš? Na katerih lokacijah? Ja, jaz treniram v športnem centru FitFit v Žalah, pa v Forma Natura studiu. To je pa v Stegnah. To imaš omenjen tudi na spletni strani? To je tudi imam namenjen na spletni strani. Tam se lahko tudi kaj več preberejo o tebi? Ja, tako najdejo me tudi na Facebooku, Instagramu. Nisem neki vesten z objavami, res ful delam. Ja, zato, ker se posvečaš strankam raj verjetno. Tako, ja. Sem pa kaj objavim, predvsem hrano. Predvsem kaj, to se nismo pogovorili, vidiš, to je mogoče za naslednjič, ampak recimo hrana, tudi je ena ljubitelj. Nutricionista, veš kaj, vse je težko je vse zapakirati v pol ure, mi bi zdaj še le dobro začela. Ampak narobe si rekel, ne nutricionista, ampak jedca.
Jedca. Ampak kombinacijo, ne? Čeprav, jedca. Ja, recimo, tudi to bi bilo boljša izbira. Ja, ogromno veš tudi o teh stvarih, ja. Se tu tudi narediš kakšen plan, ne? V zvezi s prehrano. Pa načeloma se temu ne posvečam, ker je v bistvu, se mi zdi, če hočeš biti res dober v eni stvari, pač moraš zbrati eno nišo in imamo tudi tam v Forma Natura studiu, imamo ekipo, ki ve o prehrani dosti več, kot jaz. Tako da, zakaj bi se jaz v tem ukvarjal, če imam nekoga, tako. Res znaš, ostalo prepuščaš tistim. Pač outsourcaš nekomu, ki ve več, vse, kaj pa je tle tem, kaj je slabo. To je odgovorno, to je. Tako je, to je to. Tudi spoštljivo in vse skup do strank. Imaš kakšne vzore, ne vem, na splošno, na področje fitnessa ali pa tako, drugače? Kot ljudi, misliš? Ja, recimo, kot ljudi, a veš. Se mogoče klišejsko vprašanje, a ne? Se lahko odgovor tudi... Ja, pa niti ne. Ja. Niti ne. Nikoli nisem imel nekega lika, da bi bil tak kot on. Ja. Edino imam pa mogoče karakteristike ljudi, večjih ljudi, ki so mi všeč, pa jih probam sam pač nadgraditi ali pa implementirati. Ja, tako, da jih v bistvu... Da nekoga vzamem pa od nekoga pa nekomu mi všeč to. Ne. Ja, pa ni... Vsak je na koncu nekje pobral. Pa niti ni nujno, da moraš biti tak kot on. Mogoče si, Grega Ingrama vedno reče, je dosti, da si malo bolj tak. Ko ona, veš. Ne rabiš biti zdaj on. Mogoče saj malo bolj to, kot ti manjka, pa mogoče... Tako, pa mogoče poflikaš tisti manjko, ki ga nimaš. Tako, no. Ja, iz tega se vidi, že sam iz tega se vidi, da res delaš na sebi in probaš biti boljša različica samega sebe. Ja, primerjati se moraš sami s sabo, saj zato ne iščem idola, ker je v bistvu pol si skozi v nekem zaostanku. A misliš, da je to en tak idealen moment za finiš? Za finiš. Mogoče da pustiva malo za naslednjič. Ja, te pa lahko pogledaš kjere, pomahaš. Pa roko, da. Čau. Ja, da se novo zapletala, veš, lepo živim. Hej. Hvala lepa, Luka, tole je bilo vrhunsko. Ja, hvala tebi za povabilo. Best.